in gosti so že tukaj v tem studiu. Samo trenutek, ker sem že obema narobe izgovoril priimke, tako da Blaž Režonja in Eva Deban. Ja, evo, mi je uspelo. Dobrodošla v tem studiu, dobrodošla v Mariboru, torej v bistvu sta v skupini, kjer vas je not 45 ali pa nekaj čez 40, je prav, je boljše tak? Bomo popravili na 34, no. Na 34? Ja, na 34. Nas je bilo že več, pa nas je bilo tudi že manj. Ja, zdaj so malo porodniške, pa kakve pauze, študijske pauze, tako da trenutno smo na 34. No, tako da tudi, če jih 15 zboli, še vedno vas je dovolj, da lahko zapojete, ne? Komaj. Ja. Komaj. Silo. Zvenelo bo, ampak švicali bomo pa ful. Ok, torej, Eva in Blaž iz Perpetuum Jazzile, seveda, ne? Dobrodošla, torej sta prišla mogoče od kje, ker je kaj snega? Ja. Ja? Imeli smo koncert včeraj, tako da smo skorda sred noči, no, je bil kar ornik snežni, tež v celjskih koncih, tako da sem skorda direkt od tam. Ja, spet tako izpod Pohore, ne, tako da vemo, kako je stanje. Si imel že ketne gor na avto? Ne, zimske gume so bile pa pred datumom, ker sem vedel, da se s tem ni zahecati. Ja, absolutno, bravo. Torej, kmalu bomo razkrili razlog, zakaj ste tukaj, ampak najprej me zanima, torej, koliko vas je v skupini, zdaj v tem trenutku 34, kako imate to z vajami, pa to kolikokrat na teden vadite? Ali sploh ne na teden? Ja, na teden, dvakrat na teden. Ja? Dvakrat na teden se dobimo, ampak trenutno je tak čas, ta november, december, da se tako dobimo zaradi kakih koncertov, pa dodatnih druženj, tako da v bistvu se skorda videvamo več kot z domačimi, ne? Bi lahko tako rekli? Ja, pa pač toliko si zaposlen, da si vedno znova dokazujemo, da novembra se da delati, ne? Vsem dejavnikom. Koncerti, med potovanjem na koncerte je treba kakšne stvari urgentno zvaditi, tako da je druženje, ampak ni zadihati, no. In kak potem, jaz vem, včasih je 3 ljudi težko na kup dobiti, kakih potem se 34 nabere? Zamuja kdo? S predanostjo, čim manj zamujanja, smo kar resni glede tega. Imate kakšen sistem, da mora kdo plačati 100 evrov ali pa kaj, če zamudi? Ne? Še ne devati idej, prosim. Ne, prosim, ja, ker zamuja žurirava, pip. Ne bom se hvalila, da sem glih 5 minut prej. Imamo disciplinsko komisijo. Okay. Ja. In oni skrbijo za to, da res zapisujejo redno, kdaj pridemo, če smo točni na vajah, če zamujamo, da viš kako opozorilo. Tako pri pouku, po seznamu. Tako, da še skoraj bolj strogo. Deban, Režonja. Tišina, recimo. Ne? Ok, kaj pa potem, ko imate koncerte, imate kakšen avtobus ali pridete vsak svojim avtom ali kako imate to izmenjeno? Odvisno situacije, čisto. Ja. Sicer največkrat se res odločimo za avtobus, kar je tudi najbolj praktično, ker se lahko, ravno zdaj pred kratkim smo imeli koncert, ko smo totalno v gužvo zapadli, je bila ena dolga pot, ki bi že itak trajala in pol še fajn zamujaš. In smo celotno upevanje in pripravo na koncert v bistvu izvedli na avtobusu, da ko smo stopili dol, toliko, da je tonski tehnik naštimal, kar je moral in je bila že potem čez kako urco akcija. Torej, lahko to velika prednost, ne samo, da ste okolju prijazni, tudi izvadite, lahko vse pa tonsko naredite. Ne? Ja, pa se mi zdi, avtobus je tisti najboljši trenutek. To je druženje. Ja, pred koncertom, pa se imate fajn vsi. Super, ok, zdaj pa, pardon, jaz malo me zanima, pač, ker ne vem, kako taka velika skupina deluje. Eva in Blaž, danes sta tukaj, ker ste torej s Perpetuum Jazzile v ponedeljek izdali božični album. Ja, tako je. Tako, Driving Home for Christmas je naslov, jaz bi se vam rad zahvalil. Jaz osebno nisem nekaj preč za božič, pa za božične pesmi, to je naš sodelavec Maticki, že en mesec gnjavi s tem, pa imate božične polovere, pa nekaj vse. Ampak Driving Home for Christmas je moja najljubša torej božična pesem in sem si jo že nabijal, vašo verzijo. Torej, čudovito, evo moja je tudi. No, evo, krasno, to je edina taka, ko se mi je zdela, ni oni zvončki, pa ne vem kaj vse, ampak je taka, fajn, pa večkrat sem se že peljal dejansko domov, pa kriserija v zvočniki, tako da zdaj pa od ponedeljka naprej pa vaša skladba, torej, ne? Ampak drugače pa ste izdali naslovni singl, ne, z tega albuma in z Alfijem Nipičem, torej Silvestrijski poljub. Ja? Ali je bil pa sklepen komad za albuma, tako. Aha, ok, tako da jaz predlagam, vidva sta danes za to tukaj, da prisluhnemo, pa potem še rečemo, kako v redu? Definitivno. Ok, torej Perpetuum Jazzile in Alfi Nipič, Silvestrijski poljub. Fantastično. Blaž in Eva sta danes tukaj z nami iz Perpetuum Jazzile. To je bil torej skladba z Alfijem Nipičem
In Jeger, kaj želiš? Ja, jaz bi se vama samo najlepše zahvalil, da ste prišli, da ste predstavili nov komad, ker končno smo imeli v etru eno božično novoletno. Tako da, Pa še december ni, ne? Se grem pa A domov. še december, ni to Kaj jaz treba mislim, se je. kaj klobaso si ima prinesel? A je to tvoj? A jaz mislim, da... Klobaso. Če jo spustiš iz rok, bi bilo fajn, ampak Ne bo ta. Hvala, Matic. Matic je namreč velik zagovornik božičnih pesmi na našem radiju in vsak dan gnjavi glasbenemu uredniku, kdaj že bodo. No, pa- Malo še pa bojo. Smo pa začeli zagotovo danes s to skladbo, torej z Alfijem. Blaž, ti si tudi aranžer te skladbe, Eris? Ja, tako je. To je bila kar odgovornost. No. Sploh, če imaš tako legendo na drugi strani, ne? To težko pozabiš med tem, ko delaš. No. Spoštovanje do Alfija je pri meni itak na plafonu. Glasbena legenda, pa jaz kot Mariborčan mislim, ne moreš mimo Alfija in njegove glasbene dediščine in potem ti reče, da naredi ta komad malo po svoje in totalna panika, kaj bi sploh naredil. To me je zanimalo, ste vi njega ali on vas kontaktiral, kako ste se zmenili? To pa priznam, da točne zgodbe ne vem, morda Eva kaj takega. Če ti je kaj prišlo na ušesa. No. Bila je ideja za ta komad, potem pa naš menedžer iz teh Tako. koncev, iz štajerskih koncev pa pozna malo Aha, ljudi tu okrog, no, in je potem malo zažico, če bi pa mogoče torej. lahko sodeloval z nami, tako da mislim, da je bil kar hiter za. Ja, Ni bilo treba prepričati. Ja, Alfi je mislim, da pograbil to priložnost in nam pa je itak bil to šok. Pač, No, res si vzel čas za nas, mislim, neverjetno. Ne? Alfi pa tudi zagotovo prepoznal vašo kvaliteto, ne? Zdaj ste že tudi nekaj časa na sceni, pa harate, če lahko čisto po domače rečem, tako da Se trudimo. super, no, ste zbrali sodelovanje. Je pa to tudi edina slovenska skladba z tega albuma, ne? Na kak način, mislim, kako se odločite za to? To se pa zelo premleva. V bistvu za vsak album se zelo premleva. Jaz mislim, ne, ker tudi tako kot mi ta album zdaj tržimo, gre za naš prvi božični album. Ne. Nikoli nismo rekli, da gre za naš zadnji božični album. Aha, okay. Tele komade, ki smo jih zdaj izbrali, se mi zdi, da so taki, da nam tudi ponudijo platformo za poseganje v tujino, ne, in do tujih poslušalcev, ki so vseeno pač navajeni na te mednarodne božične in novoletne hite. Sem pa totalno prepričan, da potem v naslednjih letih pač kar ne moreš sprazniti božičkove vrečke, bomo morali še kakšne komade ven pobrati in vemo, kaj vse ponuja tudi slovenska glasbena scena, tako da vam postrežemo. No. To je bil en izmed razlogov, zakaj je bil izbran ta komad, ne? Da imamo še enega slovenskega v tem. Ja, ker nikoli ne moreš pozabiti na dom in če je kaj domače v tem času, potem je to Alfi s svojim silvestrskim poljubom. Pa boste te tudi v tujini prepevali, te slovenske? Ja, Pa nismo mi dva odgovorni. nismo odgovorna. Ampak odvisno od publike, ne Eva? Tako se zgodi, recimo, imeli smo skladbo Pesem zvonov, poznate? Recimo ta skladba, bom povedala iskreno iz vidika pevca, smo mačken dvomili, kako zato noben ne pozna od nas tako dobro tega komada, a bo to zagrabili, ne bo, Blaž solist, danes imate ta pravga tle. In potem smo dali to skladbo prvič na ta božični koncert lanski, decembrski, in je bil odziv neverjeten. In to, da recimo imaš, res je Eva, in to, da imaš komad štajerskih 7, pa ga v Cankarjevem domu prvič na oder postaviš, pa ti dvorana tuli, pa ploska, pa ustane, to je, ne. Tako. In takrat smo dobili mogoče neko potrditev, Da je fajn probat, ne, pa da vidite, včasih dobita, ne, kak je da odziv. smo videli, ok, ta komad je ta prav, to zagrabi. In smo ga potem tudi v Avstriji izvajali in isti odziv, niso poznali tega komada, isti odziv ljudje. No. Dokler je skladba super, se pa, ne. Saj to, tudi če včasih ne ujameš vsega pomena besedila, pač vse kvaliteta slovenske muzike pozna povsod, ne. Tako. Začutijo, da je to na nivoju in obožujejo. Ok, Blaž, Eva, mene zanima, ali je album mogoče na voljo tudi v fizični obliki, ker gledal sem to naslovnico in je bila tako fajn, taka domača, taka neka nostalgična, zelo preprosta naslovnica, ampak je tak, da bi se kar skocal, veš, kar zamota, lepo pa kakao,
Ne, tako da me zanima, če je to možno kje dobiti tudi, Trenutno ne. ali je samo na Spotify. Ja, trenutno je samo na spletnih platformah, Okay. ampak kaj bo v prihodnje, ne bom nič kaj preveč CD rekla. se že kuha. Ja, tudi želje so po kakšni vinilki. To smo že Tudi takoj to dobili je že feedback. bilo, Ne? no, tako Ja, da ja, ja. Trenutno vam rekla, vse vabim, da poslušajo na teh platformah. Drugače pa zgodbica mogoče tega CD-ja, ker res cenim, da ti je zadevščina všeč. Skratka, CD je potrjen, bo zunaj, Okay. Zdaj so se usule želje po vinilkah, bomo začeli tudi to pripravljati. Drugače pa tele platnice oziroma grafični dizajn ovojnice, to je ročno delo. To se mi je zdelo, Tako ročno delo našega bivšega beatboxerja, totalne legende Sašo Vrabič, ne, pač fantastičen likovnik. In smo mu zaupali tale dizajn pač z inspiracijo naj naredi domačno, ampak inovativno in pač da mora dišati po praznikih. In to mislim, da je vse prostoročno risano z voščenkami. Wow. Tako da to je zrisano z voščenkami in vem, da se da na ovojnici prepoznati tale dva klasična slovenska idilična prizora, Triglava in Bleda. Tako da za vse tiste najbolj pozorne se tudi ta dva bombončka skrivata v risbica. No, mogoče je zato takoj mi pritegnilo pozornost, ker je pač res, to reče, res ročno, lastnoročno domače, ne, kar je leta 2025 že malo redko mogoče, ne? Absolutno. Z vsemi orodji prisotnimi. Tako da super, no, se veselim tudi, če bo na kakšnem večjem formatu. Sicer pa koncerti sem gledal malo, zdaj ste malo v tujini, ne? Italija, Avstrija, to velja? Tako, to velja, ampak tudi se oglasimo v Sloveniji, se bomo v začetku decembra bomo pozdravili Mursko Soboto, Super, pa blizu. mislim, da nas tam v sredini meseca to Ravne na Koroškem. tako, da ne bo nas manjkalo, no marsikje. Varaždin mislim, da tudi To v je sredini blizu, ne? meseca. Skratka, ste tu v okolici, ne? Tudi če bi kdo želel, lahko v Italijo skoči v Avstrijo. Med vožnjo na koncert preposlušaš album in potem si klih v kondiciji, da zraven poješ z nami to. Lahko poješ, pa žuraš, lahko pa poslušaš, pa slišiš. Pa srkaš zraven. Ja. Muziko. Za vse se mi zdi, da se najde. No. Eva in Blaž torej danes z nami, najlepša hvala, da ste si vzela čas iz Perpetuum Jazzile. Nov album je torej zunaj, Driving Home for Christmas se imenuje. Poglejte si grafiko, idite na njihovo spletno stran, poslušajte na Spotify, na iTunes, kjerkoli. Tudi na YouTubeu je, tako da si lahko prisluhnete. Za konec pa za vaju še eno mini darilo. Mi smo namreč edini radio na svetu, ki ima svoje zobne ščetke. To ni noben namig za nič, ampak samo tak en fajn spomin, unikatno darilo. Verjetno še nista dobila. To je tega. zdaj za praznike, ko bodo piškoti pa čokolada, brez tega ne No, gre, ne? Vrhunsko. Mogli bi še neke zokne narediti, tudi radio bi še lahko to imeli za božična Takoj darila. si jih obujeva, pokličite, ko bodo. Okay, Eva in Blaž, hvala lepa, pa vso srečo na koncertih. Hvala. Hvala, dio. Ja. Dio, dio.